Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Runner, Nel in Dominik, dobro jutro. Dobro jutro. Vajna jutra so ponavadi od katere ure, recimo, naprej? Moja so bila prej od 7 naprej, zdaj zadnje čase so pa od 9 naprej. Ne vem, kaj se dogaja. Ja, imaš dovolj možnosti, da si lahko izbereš uro, recimo, ne? To se dogaja. Ja, kar je slabo, ne je najboljše, no iskreno, ampak dobro. Kaj pa Dominik, delavska jutra? Ja, jaz nimam izbire, moja jutra se začnejo ob 6. Izbiro imam samo toliko, koliko zamudim. Ampak dobro, tudi zamuda je izbira. Čeprav ste dejala, da ko ste se dobili pred stavbo RTV-a, ste se počakali, preden ste vstopili, torej družno, ekipa torej deluje. Od začetka ste skupaj isti, oziroma še enega ste zraven dobili. Kakšna je zgodba Runner, da malce predstavimo poslušalkam in poslušalcem? Se pravi, dobro, datumsko bo Neli bolj vedela, ne? 2. oktober 2022. Takrat se nam je pridružil klaviaturist. Ne. Joj. Ok, bom kar jaz. Ne, 2. oktober 2022 smo v bistvu začeli Runner, torej Dominik, Tadej, Marko pa jaz, torej smo bili samo 4. Kasneje, pol leta po tistom, pa se nam je tudi pridružil še Marko Matjašič, torej klaviaturist. Ja, in smo isti in ostajamo isti. Ja. Torej, ko ste dobili klaviaturista, ste tudi našli svoj zvok ali je še nekaj časa trajalo, da ste našli ta Runner sound, recimo? V bistvu 2 komada smo že izdali, sprej French Love Connection pa dolgo ne. Ampak nismo nekako rabili niti zvoka najti, ker Marko Matjašič je v bistvu mojster, kar se tiče oblikovanja zvoka, kar je zelo redko med klaviaturisti, mogoče v takem aspektu. Tako da definitivno je pa prinesel tisto piko na i, da zdaj pač lahko rečemo, Runner je žaner, tako kot to pač rečemo. Zdaj imamo tudi eno foro, ko govorimo Runner. Ker pač v bistvu izbira imena Runner je bila pač od nas 4, torej Tadej, Dominik, Marko pa jaz. In pač, da se nam je pač tudi pridružil Marko Matjašič, smo pa pač dodali še kao črko M, torej Runner smo zdaj. Interno, ja. Zaradi tega ravno, ker naše ime je nastalo tako, da ko smo brainstormali na neki točki, pač sem jaz samo rekel, vsak naj pove svojo najljubšo črko. Pač potem smo združili skupaj in je nastalo nekaj, kar je v bistvu, kako bi temu rekel, univerzalno, v bistvu, kjerkoli lahko rečeš Runner, pa pomeni nič ali pa karkoli hočeš, da pomeni. Ampak vendarle, ne, v času svetovnega spleta, Google in ostalih iskalnikov, če nekdo piše RANR skupaj, Runner bo prej prišel do kakšnega zadetka, ne, kot če si daš neko ime, recimo, ne, kot je povezano s kakšnim drugim. Ne. Danes je prepoznavnost v poplavi vseh informacij pač pomembna, tako da vendarle prepoznavnost ste dosegli tudi s tem, da ste prisotni na socialnih omrežjih, to je danes del glasbenega posla. Ne. Ja, mislim, da se ful trudimo biti aktivni na socialnih omrežjih, čeprav pač je malo težje, ker v današnjem svetu mora posledično biti tudi muzičar, influencer, kar je pač nekaj, če mi se pač ne mreš izogniti. In pač mi se trudimo delati to najboljše, kak ide, na najbolj avtentičen način. Tako, ja. Nismo fake, kar pomeni, da ne objavljamo stvari samo zato, da bi bile nekaj objave, ampak objavljamo dejansko, ko nekaj imamo. Imamo pa tudi to srečo, da v bistvu naša ekipa interno raste, se pravi, ni kazala fraz, nam ful pomaga v bistvu na socialnih omrežjih, kar nam pač tudi omogoča, da lahko normalno živimo. Ja. Normalno življenje je povezano tudi z ustvarjanjem. Vi imate nek svoj prostor, kjer ustvarjate plat za vaje ali kako? Ja, v bistvu vadimo na Jam Labi, torej to je že od začetka, tam so bile tudi prve vaje. Smo še naprej torej tam, drugače pa večinoma ustvarjanja tudi ide iz, ne vem, primer bom zdaj pač povedala, jaz od januara zdaj torej pač živim v Maribori, z Tadejem, basistom sva v bistvu pač cimra v stanovanji in zadnje čase se je kar dosti idej ustvarjalo in na v bistvu to ful sede, ker tak, naprimer, jaz imam kakšno idejo, jaz tako idem samo do Tadeja, nje mi pove, nekaj ustvariva, prineseva naslednjič na vaje, tako je ful takšno, konstantno smo v nekšno gibanju, konstantno se dogaja nekšni ustvarjalni proces.
taka. In sobivanje popolnoma platonsko. Ja, seveda. definitivno, ja. Se bomo šli v glasbeno smer. Ja. Danes imamo telefone s seboj, torej lahko tudi sami takoj posnamemo, če pride kakšna ideja, kakšna melodija. Glasbo potem striktno rečemo, da ste avtorji vsi skupaj, jemljete to tako? Ja, definitivno. To je po mojem najbolj glavna, bom rekel, neka taka sestavina benda. Če imaš to porihtano, pol se vsak počuti enakovredno, kar tudi smo. Hkrati pa je treba omeniti, da imamo ful veliko srečo, ker ne rabimo snemati s telefoni. V bistvu Tadej, naš basist, je tudi tonski tehnik in mojster, kar se tega tiče, tako da je v bistvu hkrati tudi producent. No, in je sila enostavno. Večina zadev v bistvu mi nastanejo v bloku, skoraj do zadnjega. Vokale gremo posnet, zaenkrat je pač so tako nastali naši komadi, da smo vse sami posneli, razen vokalov, pa mix, pa master, pa gremo v Kraken Productions, k Maticu Mlakarju v bistvu. No, in smo zelo zadovoljni, tako da definitivno izkoriščamo sodoben svet in sodobno tehnologijo. Neli je prej bila v Murski Soboti, ne? Zdaj je v Mariboru, tako da smo ful veseli in odprle so se nove poti, ceste in planeti. Pa skrajšala se razdalje, ne? Definitivno, ja. Mislim, se ne je bil prej takšen problem, ker pač meni je bil te band, pa mi je pomemben in sem pač pripravljena iti do konca sveta za te band. Tako ne je bil sploh problem, ampak je pa definitivno zdaj ful lažje. In jaz s tem, ko sem se pač preselila, sem tudi se zavestno to odločila, ko pač te band, te band pač šel naprej in pač mi delamo to zdaj. Taka Runner ustvarja konstantno. Dobro, da si malce glasbenega premora privoščimo, vsak je izbral nekaj glasbe, zdaj bomo najprej poslušali Soundgarden in pa Black Hole Sun. Skladba je izdana 30 let nazaj, ne? Tako da spomnite se, ravno ne? Ne, v bistvu gre za izbor našega basista, čisto vsako skladbo je en iz benda izbral. Sploh ni bilo težko v bistvu zbrati, ker kljub temu, da so mogoče glasba, ki smo jo zdaj, komadi, ki smo jih izbrali različni, to smo pač mi, no. Nimamo dejansko dobene poslušali nič, da bi nekdo rekel, to pa mi ni cool ali pa karkoli. Vse skupaj se potem spoji v tkivo benda Runner. Torej, za začetek Soundgarden. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Runner, Neli in Dominik z nami. Malce smo se izven etra zdaj pogovarjali o založbah in na koncu zaključili z jezikom. Vi ste tako v angleškem kot v slovenskem jeziku boste ustvarjali, kako se zgodi recimo en ali drug tekst? To je moje delo. To je tvoje delo, tako? Ja. Se me sliši? Ja, vse, ti sam povej. Torej v bistvu jaz sem že od vedno pisala besedila večinoma v angleškem jeziku. Samo zaradi toga, ker so se mi večina besed, katere sem napisala v slovenščini oziroma v angleščini, so se mi v slovenščini slišale ful tak cringy. Ampak zdaj sem pa takšnega mnenja, ker sem pač tisti čas ne našla pravih besed in je zadnje čase ful tak... sem v bistvu malo tako odkrila novi svet s tem, ko sem pač začela pisati v slovenskem jeziku. Ja, za slovenščino, saj sem Prekmurka, to je ful težko za Prekmurce. Slovenščina, what? Tako v bistvu, načeloma bomo po moje naprej še vedno delali v angleškem in v slovenskem jeziku. Tako, Pa to tudi ločimo, to v bistvu, ne. Tema, ki je bila, ko smo se pogovarjali, Dallas Records je naša založba, je bila to, da nam je bilo ful všeč, ker so v bistvu podprli to. Se pravi, mi imamo prosto, da se izražamo, nekje pol je v bistvu v našem repertoarju slovenskih in angleških. Ravno jutri v bistvu izdamo slovenski EP z koncertom v Pekarni in Harpier bandom. Ampak probamo nekako ločiti to dvoje, se pravi, da tudi angleški EP, katerega bomo tudi letos izdali, je v bistvu fajn, da lahko to ločimo, zaradi tega, ker nam odpira neke nove možnosti. Ne? Tudi z prejšnjim komadom I Swear smo v bistvu prišli na več kot 12 hrvaških radij, kar ne bi bilo mogoče, ne da ne bi bilo mogoče, definitivno ne bi bilo možno, če bi sami bili v tej igri, tako da smo zelo veseli. In to je to, no. Angleščina je trenutno univerzalni jezik,
Neli odlično govori angleško in prekmursko, tako da tu ni problema. In tudi slovensko, obvlada več jezikov. Tako da fajn je, da nimamo rok zvezanih. No, to nam dopušča to možnost, da smo svobodni in zaradi tega smo lahko tudi kreativni. In ja, to je to. Napovedala sta izid EP-ja, kaj več o tem? Ja, izid EP-ja uradno bo jutri. Pesem smo že izdali, se pravi, ki je v bistvu nosi enako ime kot EP Sončne oči. Tudi vi jo predvajate. Ravno zjutraj smo jo. Ja. Zelo veseli in ponosni in hvaležni. Tako da jutri bo release v MC Pekarni, noro bo, pridite ob 8 uri, začnejo harpieri, mi začnemo ob 9 uri, ker smo v rock'n'roll sceni, se to lahko za 15 minut zamika, ampak ne naprej, nazaj samo, ne, mislim, kasneje. Tako da ful smo veseli, da to je vseeno nek mejnik, no, v bistvu. In ko me čakamo in da vidimo tudi odziv publike, pa to, pa da si lahko dam v auto CD, ker smo še vedno old school, tako da je full fajn, da pač kadarkoli si lahko daš CD noter. No, se to sem ravno mislil načeti, ne? Ali samo digital download ali tudi fizične oblike, zdaj sta ravno odgovorili na to vprašanje, da si ravno ob nakupu novih avtomobilov več CD-playerov ni, ne? Se pravi, mi, ki vozimo avtomobile, ne vem, vsaj 5 ali nekaj let starejše, še poznamo to, ampak doma je pa seveda neka polica, kamor ti zložiš te neke nosilce zvoka in najbrž se boš večkrat spomnil ali spomnila, kdaj vzeti kak album v roko, ko pogledaš gor, tudi s knjigami je podobno, kot pa če imaš, ne vem, poln telefon ali poln mobilni disk albumov izpred 15 let, ne? Kako se potem spomniš, recimo, tudi po vajnih izkušnja glasba, ki va jo recimo napajala, ne? Je bil CD tisti, ki ste ga vzela z police ali vama je kakšna aplikacija predlagala? Jaz nisem malce jedel v srednji šoli, da sem lahko šel CD-ja kupiti, da sem imel zbirko CD-jev, tako da to definitivno je neka taka stvar, ki je fizična in jaz mislim, da CD se ne razgradi v 100 letih, tako da tudi dela, bom rekel, nek nesmrten menik, razen če pač res vse zradira. Medtem ko internet, zmanjka elektrike, pa lahko poslušaš CD. Res je, ja, če si nohto recimo ne ustrižeš do konca, ne, in res se dobro potrudiš. Ja. Če malce predstavimo še druge člane benda, no? Če malce več poveta še o njih. Ste kaj vsi skupaj glasbeno izobrazeni ali ste hobi glasbeniki, kako je to? Glasbeniki s srcem smo. Glasbeno izobraženi zdaj v takem nekem, kako bi rekel, konvencionalnem načinu, ne. Sem samo jaz, pa naš klaviaturist Marko Matjašič, ki je v bistvu za bobne izobražen. Mi imamo 2 bobnara v bistvu v resnici v bendu, ampak to sploh nima veze v bistvu v glasbi kot taki. Neli poje že od rosnih let, ko je pač povedala, kaj vse je dala skozi, ko smo se pogovarjali, sem pač bil wow, no, zaradi tega, ker se je že od malega v bistvu trudila in vse, in to, da danes tako dobro poje, to se ni včeraj zbudila, pa je nastalo, ne. Načeloma, no, dobro, razen Neli pa Tadeja, smo vsi po službah, ne, vidva sta študenta uradno in tudi neuradno sta študenta. Marko bere na bobnih, ja, v bistvu, kaj ne rečem, on pa se je bobne naučil preko Guitar Hero 3. Ja, ni problem. In to sploh ni sporno zaradi tega, ker na koncu konca je važno, da ti v bistvu in karakterno in mislim, drugi tip glasbe je, se pravi, ne iščemo perfekcionizma, pač pa iščemo, da daš svojo noto noter in potem pride tale skupek tega, če mu rečemo runner. Ja, vse glasbo moraš čutiti, ne? Ker gre v bistvu za energijo, ki jo potem preliješ v nek elektromagnetno valovanje s pomočjo inštrumentov, ne? Tako. Ampak vendarle, ne? Main stage koncert se bo pričel ob 10:15 in da se bo slišalo tudi tako, kot vi želite, greste zdaj v studio, mi pa se čez kakšne pa ure znova pogovarjamo s kakšnim vtisom iz ogrevanja. Hvala za enkrat. Velja, hvala. Hvala.
Radio SI Main Stage. Neli in Dominik, še enkrat lepo zdrav v studiu. Zdravo. Nastavili zvok, kot je potrebno. Ja. Tako. Torej, runner bodo odtekli svojih 30 minut skladbe. Kar se tiče izbora, igrali boste to, kar najbolje znate, in pa neko presenečenje sledi še danes. Ja, v bistvu bomo samo za Radio SI zaigrali eno novo pesem, še neizdano, katera je v bistvu bila narejena na našem glasbenem oddihi na Pagi, in sicer se imenuje pesem Ne reci. Glasbeni oddih, to je bil kot neke vrste team building ali iskanje česa, recimo? To je bil v bistvu oddih, ki se je na koncu prelevil v rojstvo 5-6 komadov. Ja. Tako da prijetno s koristnim smo združili, kot radi rečejo. V ali izven sezone? Totalno izven sezone, to je bilo mesec nazaj. Mesec nazaj, Ja, na konci februarja. Ja. Tako. Ko je tisti mir, ne, na morju še prisoten, tista neka inspiracija in kontemplacija. Ne, Ni gužve. Sredi sezone je zelo težko kontemplirati, ne, na tem. Bi že prišli utrujeni tja od čakanja v kolonah in tako dalje, ampak je bilo zelo prijetno je bilo, tako da tudi tega bomo po moje še kar dosti delali, tako da. Ja. Neka kilometrina se je z nastopi tudi že nabrala. Imate kaj zanimivega za izpostaviti, kakšno reč, ki vas je pozitivno ali negativno presenetila, kakšna izkušnja do zdaj iz samih koncertov ali nastopov? Takoj sem se spomnil. Okay. Ko smo imeli I Swear release, je prišel en starejši gospod za spremljevalko in je rekel, da je na radio Maribor takrat slišal, da imam sploh. Je rekel, jaz sem hotel iti ven, se pravi, to je gospod, lahko bi bil moj dedek, ne vem, upam, da ga ne ocenim narobe, ampak rečemo okrog 80 let. In je rekel, ja, nikjer se nič ne dogaja, pol pa sem slišal po radiju, da imate, ker smo imeli v bistvu pre-release na nek način za tiste naše najbolj zveste fane. In je prišel ta gospod in se nam je predstavil in je rekel, da je slišal na radio Maribor in smo bili zelo veseli, to me je ful presenetilo in sem potem z nasmeškom na obrazu igral. To je recimo tako zanimiva definicija potem, če si band zada, da išče svojo ciljno publiko ali ne? Ali pač delaš muziko, pa predvidevaš, koga boš nagovarjal, recimo? Ja, mislim, saj definitivno je ziher tudi to, ko zdaj več ciljamo, ko bi šli izven Maribora malo igrati. Saj nas nič ne moti igrati v Mariboru, sploh pač uživamo igrati tu. Jaz se ful veselim, tudi nastopa jutri v MC Pekarni. To lahko enkrat na 3 mesece naredimo, ne drugače. Ja, drugače je pa vseeno ful fajn, ko idemo igrati izven Maribora, ker pač vseeno smo kar sveži, novi band in se nam še vseeno gradi pač publika, ne. Saj tudi, da enkrat imaš publiko, se lejko tudi vedno menjuje, ampak zaenkrat ne morem še povedati, kam imamo zdaj tak tisto eno ciljno publiko, za katero bi te pesmi bili namenjene. Mi sami sploh nimamo ciljne publike, kot tak, da bi zdaj tak rekli, se pravi, čisto vse sprejemamo, ne glede na to, kakšni so, dokler imajo radi našo glasbo. Tako da, v bistvu, mi smo sami sebi ciljna publika v osnovi kot band, kakorkoli se to sliši, nam more vibati, po domače rečeno, niti ne po domače rečeno, po internacionalno rečeno. Tako da, to je to, se pravi, če se mi dobro počutimo, ko igramo, pol so vsi vabljeni in naš krog je odprt in smo zelo počaščeni, mislim, se vidi, definitivno se vidi, bom rekel, da raste iz koncerta v koncert, vidimo vedno več nekih ljudi ali pa smo že spletli kakšna prijateljstva, kar je super, kar je pač point glasbe, zaradi tega igramo in to je tisto, kar te pol napolni, kar te naredi živega, v bistvu, da vidiš in nove obraze in nekoga, ki ga že potem na koncu poznaš in lahko kaj skup spiješ z njim, kaj rečeš in to je to. Ja, pač runner se resno ne omejujejo, no mislim, saj to, ko imamo en tih hec oziroma zdaj je že takrat to je en takšen naš moto, runner je žanr, ampak pač resno se ne omejujemo, ne glede ciljne publike, ne glede žanra, pač resno delamo to, ko nam pač paše. Ful sledimo vibi, zato tudi pač sva že prej omenjala, kaj je ful pač pomembna tista iskrena pa čista komunikacija, ker tako tudi pač lejko se posledično naredijo
to mi enake pesmi. Ne. Tako resno smo pač. Mi delamo glasbo iz srca, rečemo. Ja. Kdor to začuti, je vabljen, da se podruži z nami. Ja, seveda, ne pa potem sebe ne izgubiš, ne? Če ustvarjaš to, kar si, da prihaja iz tebe, lahko neko konstanto držiš. Morda še vprašanje, kot mlajši artisti, ki se postavljate na sceno, kaj se vam zdi, je v Sloveniji dobra priložnost, manjka, kaj bi recimo pogrešali strani ali ne vem, promotorjev ali morda ne vem, same države ali kakšno ustvarjalno okolje je Slovenija recimo za glasbenike? Jaz bom rekel, da nima smisla jamrati. No. Zdaj zjutraj ni načeloma neke stvari, na katero bi pomislil, ki bi lahko s prstom pokazal na njo pa rekel karkoli. Zelo veliko je odvisno od benda samega. Tako, kot je že Neli prej povedala, se pravi, danes moraš biti influencer, producent, snemalec, videograf, vse moraš skratka biti. Mi v tem uživamo na srečo. Tudi vsak pri nas v bendu je močen v neki taki stvari, tako da se vse skupaj lepo zlije in poklopi. Ne bi pa zdaj po moje rekli, da je slabo ali pa jamrali, ker pač smo ful hvaležni, da smo tu in da lahko ustvarjamo glasbo. In po moje je point pač to, da se lahko ukvarjamo z glasbo, je več vredno, kot pa da bi zdaj mi hoteli od glasbe živeti. Tako da, ja, vse je good. No, sej, produkt, vse ne? je cool. Vaši singli so vaš produkt in če je produkt dober, bo slej ko prej našel kupca ali v tem primeru pač poslušalca, ne? Ja. Tako, mislim, po drugi strani je pa to neka samopotrditev v smislu tega, kot nas v bendu, se pravi, ne vem, tudi v službi si srečen, ko narediš neko zelo kompleksno delo, ki ti ga naložijo in se potem zaključi in si potem ponosen na sebe in to je tisto, kar nas v bistvu žene. Je pa definitivno plus, tako kot sem rekel prej, se pravi, da vidimo vedno več ljudi, da tudi ogledi na YouTubeu v bistvu zelo rastejo, sploh tudi odkar smo za založbo, ker je pač več kanalov povezljivih, tako da glasba je neka stvar, ki se pač mora povezati. Se pravi, z več ljudmi, ko se ti povežeš, lažje v bistvu ti bo. Kakorkoli je zdaj to pač mišljeno, ne, z korupcijskega vidika ali pa čist na neki normalni ravni. Tako da, ja, jaz mislim, da lepo nam je v Sloveniji, ne moramo reči zdaj, da, mislim, vedno se bi kaj najdlo, ampak tako, kako sem rekel, mislim, jutro še ne bomo jamrali, jaz mislim, da poslušalci si zaslužijo pozitiven vibe, ki ga bomo mi tudi za glasbo potem predstavili in vse je cool, tako sem rekel. Dobro, potem je čas, da še z enim glasbenim izborom vse skupaj zaokrožimo, potem pa povabimo na koncert. Black Honey, glasbena želja, prišla s tvoje strani? Ja, to pa je prišlo z moje strani. V bistvu, odkar imam Apple Music, se mi vedno tako naredi, ko se avtomatsko predvajajo pesmi naprej, tako random pesmi. Torej, če sem poslušala Fountains DC, pa je bila enkrat, mislim, ko je od Fountains DC bila lih pesem Bug. In takoj po tisti pesmi sem se lih v avtu vozila, pa je prišla ta pesem, gor pa bila tako in je bila ful mi všeč, ker neščem zdaj nič še povedati preveč, ampak ful zadnje čase vibon, ker pač ima ta pesem. Tako, to je nobeno namik ali pa karkoli. Ja. Ampak, ja, definitivno mi je všeč ta pesem, ratala so super band, ful so mi všeč. Tako, ja. No, pa jo spoznajmo še mi. Radio SI, Main Stage. Zasedba Runner, Neli in Dominik, začeli boste čez pol ure v živo. V bistvu smo vse komade vaše že nekako tudi vrteli, tako da poslušalci vedo, zakaj in kako se gre, ampak z katerim boste recimo začeli, odprli koncert? Začeli bomo z Prazno. Prazno, da zdaj smo malo zamenjali našo setlisto, tako zdaj smo dali Prazno na prvo mesto in ne več French Love Connection. Ne vem, s katerim razlogom, ampak pač malo tak. Začnemo torej z pesmijo Prazno. Malo drugače pa, da je slovensko. Ja, točno tak. Dobro, koncert bomo potem seveda posneli, ga dali na portal 365, pa na naš YouTube kanal. Vi ga boste seveda tudi delili. Tako da želim vam dober, uspešen koncert.
na minutažo ni toliko potrebno gledati, kot se je potrebno, kot sta že večkrat danes tudi v pogovoru povedala, imeti fajn in biti pristen. Tako da hvala za ta pogovor in vse veselimo koncerta. Hvala vam. Hvala. Radio SI Main Stage.